Premijer gospod Janez Janša se je ta teden presenetljivo pojavil v stavbi, kjer ga v zadnjem času praktično nismo videli. Režija, tale je bila pa nizka. To pa ni lepo. Ne govorimo o zaporu, pač po državnem zboru. Poslanci opozicije so bili ob visokem obisku sicer počaščeni, a so imeli na njegovo delo par manjših pripomb. Poglejmo. Potem, ko je predsednik vlade včeraj nagovoril državljane, le nekaj ur kasneje na Twitterju sporočim, da je za 30 dni razglašena epidemija. To je razburilo opozicijo. Precej v Trumpovem stilu čaka nas epidemija. Ni bilo jasno ljudem, kako se bo ponedeljek začel, kateri so tisti ukrepi, kaj vse nas čaka in to se mi zdi zelo nespoštljivo. Gospa Fajon je morda res pravilno ugotovila, da je komunikacija gospoda Janše na trenutke nespoštljiva, tudi ta tweet vsekakor ni v stilu Donalda Trumpa. Če bi Janša komuniciral kot Trump, bi tweetnul: moja vlada je najboljša, daleč najboljša, prvi ukinemo epidemijo, prvi jo ponovno razglasimo. To je fantastično. Koliko jih ukinil Marjan Šarec? Niti ene, okej? Okej. Gospod premijer se to... hvala. Donald Trump. Gospod premijer se torej ne zgleduje po ameriškem predsedniku, na srečo pa se ne zgleduje niti po našem, sicer bi začetek epidemije oznanil z žalostnim selfijem. Še najbolj pa smo veseli, da ne komunicirajo v stilu gospoda Franca Kanglerja, ker če ne bi se med vožnjo posnel, kako vpije v telefon. Čujte, epidemija je! 1500 dnevno okuženih, kaj si ti, amor? To je še hujše od tega, kaj je sodnik delal z mojim birmancem! Ja, to je ta imitatorski posel. Kritika, ki jo je zoper premijerja Janšo podala gospa Fajon, torej ni na mestu. Ko bi vsaj imel enega opozicijskega poslanca, ki zna lepo po domače povedati, v čem je težava trenutne vlade, ki vsaj bil en. Vlada seveda, kot pravi pregovor, da z rokami narediš in zadnjo platjo podreš. In to dela vlada. Ona sama sebi podira zaupanje pri državljankah in državljanih. Hvala gospodu Šarcu. Mi smo pričakovali bolj kuharsko prispodobo, ne? Ampak veseli smo, da se tudi v opoziciji vzame čas za nove šarcizme. Poleg vladnega podiranja zaupanja z zadnjo platjo, pa je bivšega premierja zmotila tudi vladna omejitev gibanja. Zakaj 9. ura? Mislim, da bi bilo veliko bolj logično, ker je tudi zakon o javnem redu in miru je od 22. naprej in bi ljudje lažje razumeli. Ja, prav ste slišali, gospod Šarec, oče zdrave kmečke pameti, bo omejitev gibanja prestavil na 10. uro zvečer. Kaj da še nikoli ni slišal za star kmečki rek rana ura, zlata ura. Neuradno ga je zmotilo tudi, da omejitev velja za vse in ne sem za babe! Če se tudi vi sprašujete, zakaj je vlada odločila, da je policijska ura ob 21. in ne 1 uro pozneje, vam lahko neuradno povemo, da zato, ker gospod Janša res noče zamuditi naše oddaje ob 9:30. Je pač fan, kaj? V stranki Desus bi jo iz podobnih razlogov postavili ob 6, ker so fani poročili. V Levici pa okrog 3 po noč, ker so fani nočnega komiranja. Poleg nekdanjega premijerja pa je imel vprašanja za trenutnega premijerja tudi gospod Möderndorfer. Dejstvo je, da ste na samem ukrepanju, kar se tiče covida, v tej drugi fazi, seveda pijani od veselja, da vam je uspelo v prvem delu, pač preprosto pogoreli. Potrudite se in vsaj tokrat odgovorite ne v stilu Twitterja, ampak v stilu predsednika vlade ljudem. Ne morem verjeti. Gospod Janša je neposredno izzvan. Kako bo odgovoril? Napetost me ubija. A boste vi tudi napetost me ubija, režija, dajmo. Najprej hvala, ker nosite masko končno. In ne ignorirate več predpisov. Mislim, da je to zelo pomembno v teh klopeh, ker pač dajemo zgled tudi drugim. Wow! Ko že misliš, da je gospod premier v neizhodni situaciji uporabi dobri stari napad na osebnost. Bravo! Je pa res, da si je gospod Möderndorfer morda ta napad zaslužil. Kaj se pa to pravi, da se drzne enkrat po preklicu epidemije sred parlamenta snet masko? On mora biti zgled ljudem. A si predstavljate, kako bilo neokusno, če bi se gospod premier brez maske rokoval s kurcem? To bilo nezaslišano.
Morda gospod Janša res ni odgovoril na poslančevo vprašanje, je pa vedno zgledni premijer podal zagotovilo. Zagotavljam, da bo Slovenija tudi po tem drugem valu med zmagovalci in med boljšimi. Ok, gospa Fajon, zdaj vidim podobnosti. Gospod Janša je torej poslancem v stilu Trumpa zagotovil, da bo Slovenija iz krize izšla kot zmagovalka. Nažalost pa ni pojasnil, da bomo zmago nad virusom ponovno praznovali s preletom letal F-16, ki bojo posodili Američani, ali pa bo po drugem valu ostalo le za prelet letal A4, ki jih bojo dali protestniki. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.